Pozdrav vsem skupaj, najlepša hvala za vabilo. Ko me je Matevž povabil, da pripravim eno predavanje, me je sprva napotil, da naj stvar zastavim nekako bazično, se pravi predvsem v smislu, da neko obširno teoretsko predznanje ni potrebno, čeprav vsaj tiste, ki vas poznam, vem, da ga seveda imate. Ampak tudi, če ta napotek ne bi bil tak, v resnici mislim, da ne bi čisto nič drugače tega predavanja zastavil, kot sem ga. Kot vidite, sem se pač odločil bolj prosto govoriti, pa vendarle strukturirano, ker mislim, da na ta način lahko v bistvu tudi največ prispevam. V bistvu sem si nekako zamislil, da bi skozi predavanje šli skozi neka 3 obdobja, se pravi neko povojno obdobje po drugi svetovni vojni, od leta 1945 nekje do 70-ih let in prehoda v neoliberalno obdobje, pa potem nekje do leta 2008, ko se pač začne ta velika finančna kriza, v kateri mislim, da v resnici še vedno živimo, katere posledice še vedno tukaj so, če tudi se na trenutke vendarle zdi, da prihaja do nekega gospodarskega okrevanja, ampak mislim, da konca te krize v resnici še nismo videli. Skozi ta nekako 3 različna obdobja bi v bistvu poskušal misliti, poleg njihovih nekih temeljnih značilnosti, različne družbene akterje, institucije in kako so se v teh obdobjih spreminjali in posledično nekako zgodbo potem pripeljati do konca, do tega trenutka, v katerem smo danes, do tega, do česa so pač te akterji, institucije, organizacije prišle danes in pa seveda do temeljnega vprašanja, kaj storiti, kaj delati in mislim, da bolj kot kakršnekoli rešitve oziroma prognoze bi pač tukaj stvar pripeljali do nekih problemskih zaključkov, zato ker mislim, da kot levica v resnici na ta neka temeljna vprašanja nimamo odgovorov, da v bistvu moramo na nje začeti šele zares odgovarjati. Skratka, če začnemo v tem povojnem obdobju, ki ga Eric Hobsbawm, mislim, da čisto pravičeno imenuje zlata doba kapitalizma, je to neko obdobje, za katerega je značilna velika gospodarska rast, visoki profiti, posledično tudi zaradi same povojne obnove, velike investicije, tudi zaposlenost je precej visoka v tem obdobju. Skratka, tovrstni gospodarski razcvet posledično omogoča tudi razredni kompromis, se pravi, socialna država v tem obdobju v bistvu doživi svoj vrhunec. To je zgolj en faktor. Drug, mislim, da je enako pomemben faktor, da do tega razrednega kompromisa, lahko bi rekli tudi do neke mere malce sarkastično tudi pacifikacije delavskega razreda, pa se mi zdi, da v bistvu lahko pride predvsem zaradi tega, ker svet po drugi svetovni vojni absolutno ni več primerljiv s tistim pred njo. Recimo Sovjetska zveza pač izide iz vojne kot geopolitični hegemon na svetovni ravni in že samo dejstvo obstoja Sovjetske zveze in pa vzhodnega bloka, mislim, da tukaj izjemno pomembno vlogo igra tudi v notranje političnih razmerjih, bojih znotraj, ne vem, zahodnoevropskih držav in pa tudi povsod drugod po svetu. Kot je znano, pač po drugi svetovni vojni je celotna vzhodna Evropa v par letih postala sovjetsko interesno območje, z izjemo Jugoslavije so pač vse druge te vzhodnoevropske države bile praktično sovjetski sateliti. In samo to dejstvo Sovjetske zveze, Rdeče armade, pač nekega konkretnega hegemona, ne glede na to, kaj si o njemu kritično mislimo, mislim, da je pozitivno na globalni ravni vplivalo pač na neke napredne delavske boje. Tukaj ne mislim nikakor, da bi rekel, redwashati Sovjetske zveze, ampak levica je že od samega nastanka, mislim, še pred nastankom Sovjetske zveze, že Rosa Luxemburg, potem vzporedno z njenim nastankom, pa v celotnem obdobju njenega trajanja pač
ponudila dobre kritične analize Sovjetske zveze. Tukaj se je pač res en velik korpus dobrih analiz znašel, tako da po eni strani tega nikakor ni manjkalo, ampak mislim pa, da kot rečeno, no, pač politični faktum obstoja Sovjetske zveze je tukaj v tem povojnem razrednem kompromisu, predvsem v zahodnem svetu, igral izjemno pomembno vlogo. Drugo je, če gremo bolj notranje politično gledati, so v bistvu akteri komunistične partije, predvsem v Italiji, pa Franciji, do neke mere tudi v Grčiji, dokler pač ni Stalin grške komunistične partije pustil na cedilu in prepustil pač Grčijo britanskemu interesnemu območju, so v bistvu vse te partije iz vojne išle okrepljene, tako v smislu številčnosti njihovega članstva, posledično tudi politične moči, pa tudi nekega moralnega kreda, ker za razliko od nekih desnih ali pa liberalnih sil so te partije bile aktivno udeležene v narodno-osvobodilnem boju, protifašističnem boju, v resnici bile pogosto tudi njegove nosilke. Skratka, na podlagi tega se potem lahko zgodi to, da italijanska komunistična partija v 70-ih, tudi v 80-ih šteje 2, celo 3 milijone članov. Ne? Kasneje pač prav italijanska komunistična partija lepo pokaže drugo skrajnost tega, kar se začne z levimi alternativami dogajati po padcu vzhodnega bloka, in sicer neko intenzivno cepljenje in fragmentiranje, od katerega si italijanska levica še do danes ni opomogla. Skratka, partija se je razcepla na, mislim, da v osnovi na rifondazione komunista in pa komunisti italijani, pa potem so bila še dodatna cepljenja, ob vsakem cepljenju se je pa potem pač ta neka radikalna politična vsebina vedno bolj razvodenela. Vedno v Italiji so trenutno poskusi, da bi prišlo do nekega novega združevanja, ampak ti poskusi v resnici že od samih cepljenj obstajajo, pa trenutno še niso kaj uspešni. Skratka, to je zgolj primer Italije. Drugod po Evropi toliko drastičnih scenarijev nismo doživeli. So tudi primeri, recimo moldavske ali pa češko-moravske komunistične partije, ki sta moldavska recimo bila celo na oblasti, moravska dovolj močna, ampak da bi tudi lahko oblast prevzela, ampak to pač seveda niso več komunistične partije v klasičnem pomenu besede. Mislim, to so recimo predvsem v primeru Moldavije neki bizarna zmes stalinizma, neoliberalizma, etatizma, skratka, zgolj zato, ker se te partije še vedno imenujejo komunistične in so preživele, to seveda ne pomeni, da so še vedno neki revolucionarni, napredni projekti. Kot vemo, drugod po vzhodni Evropi so pač načeloma komunistične partije popolnoma doživele popoln zaton, ali se je pa pač zgodila, kot recimo, ne vem, v Srbiji, na Hrvaškem, inflacija teh partij oziroma njihovih naslednic, ki so pa tudi podobno kot v primeru Italije popolnoma fragmentirane, brez kakršnekoli politične teže. Ne vem, v Sloveniji se mi zdi tak primer Socialistična partija Slovenije, kjer pač gre za nek zmes obskurantizma, folklornega levičarstva, da tako rečem, in tako naprej. No? Drugi poskusi, ki so se pač dogajali v zadnjih desetletjih, so poskusi, ki so predvsem v zadnjih letih, se mi zdi, levico z velikimi upi navdali. Se pravi, po eni strani Syriza, potem letos Bernie Sanders v ZDA, pa Jeremy Corbyn v Veliki Britaniji, Podemos v Španiji. In upanje se mi zdi, da je tukaj res tista beseda, ki je najbolj pertinentna. Skratka, vsi te projekti so v nas vzbudili neko upanje. Ampak pač upanje ni neka resna politična kategorija, sploh glede na to, da jo je imel Obama za svoj glavni politični slogan. In to upanje se je tako hitro, kot se je zgradilo, tudi razblinilo. No? In
v različni meri so vsi te projekti potem tudi razočarali. Ne? Od Syrize, ki kot vemo je potem kapitulirala pred evropskimi institucijami, kot jih je pretolmačila iz trojke v institucije, pa potem Podemos, ki je tudi v bistvu nek amalgma nekih postmodernističnih politik, ki poskušajo biti všečne, katerih osnoven princip je ponovadi ta, da niso ne leve, ne desne. Ne? Take se same rade predstavljajo. Potem Sanders, vemo, od ognjevitega kritika Hillary Clinton, zdaj postane v bistvu njena peta kolona. Od naštetih se mi zdi, da vendarle mogoče znotraj teh parametrov je Jeremy Corbyn še najbolj potencialno zanimiv, ampak pod črto je pa tukaj jasno razvidno, da skozi obstoječe institucije, skozi obstoječi manjko neke družbene hegemonije je izredno težko, da bi zgolj z neko parlamentarno zmago levica dosegla neke bistvene spremembe. Skratka, ni sicer za pričakovati, da bo, recimo, če govorimo o Evropi, neka leva vlada doživela tako drastičen scenarij, kot je doživela vlada Salvadorja Allendeja v Čilu, da bi, recimo, na mesto Syrize bil nek grški Pinochet inštaliran, toliko ne. Ampak sej stvar je mogoče še bolj groteskna, če pač potem Syriza v našem konkretnem primeru postane nosilka varčevalnih ukrepov, morda je to še toliko večja zmaga sistema, da pač alternativo preoblikuje v svojega hlapca. Ampak zdi se mi, da vseeno moramo tle imeti bolj širokokotni pogled in pogledati pač na neko celo institucionalno panoramo, v kateri se pač te poskusi obnove levih projektov dogajajo. In tukaj v bistvu vidimo, da so stvari pač na več ravneh zelo težavne za levico. Zato, ker tudi, če se spet vrnemo nazaj na to povojno obdobje, tudi recimo sindikati, če jih pogledamo, v tem obdobju so bili pač izredno močni, so bili ne samo socialni partner, ampak tudi razredni akter, če je bilo potrebno. S tem, ko so se pa že v času te zlate dobe kapitalizma začeli neki projekti, recimo selitev delovne sile iz sever na jug, se pravi koncentracija delovne sile v smislu tovarniških obratov z več 10.000 delavci je postajala vedno bolj redka reč v Evropi, pa vedno bolj pogosta, ne vem, v jugovzhodni Aziji in pa drugod po svetu, kjer so v bistvu se države prav specializirale in ponovadi celo pravno del svojega ozemlja preoblikovali v neke cone s posebnim statusom, kjer so, se pravi, te cone so praviloma pač velikodušne davčne odpustke korporacijam, ki so tam imele proizvodno nudle, po drugi strani pa pač praktično nikakršne delovne pravice zagotavljane delovni sili. Skratka, to je en proces, zaradi katerega se mi zdi, da se potem pač postopoma začenja dogajati čista ta implozija sindikatov, da pač enostavno ne morejo več toliko na to svojo številčnost in s tem politično moč računati. Potem je bil pač poleg takih bolj posrednih procesov tudi pač neposreden napad neoliberalne politike v obliki Margaret Thatcher, Ronalda Reagana, kot vemo, ampak tudi, mislim, da v to zgodbo je pa treba tudi prišteti razne socialdemokracije, recimo v Nemčiji Gerhard Schröder ali pa Tony Blair, ki so pa tudi bili v bistvu vestni izpolnjevalci neoliberalizacije gospodarstva in politike. In naslednja faza v usipanju sindikalne moči je pa to, s čimer se pač tudi danes izrazito soočamo, je pa pospešena prekarizacija delovne sile, kjer v bistvu ta disperzija, atomizacija delavcev postane še toliko bolj intenzivna, se pravi,
delavci so še veliko bolj tudi prostorsko v bistvu, pa tudi strukturno ločeni drug od drugega in gradnja neke razredne zavesti, ki je bila, ne vem, v neki tovarni, kjer so pač ljudje se mogli že po službeni dolžnosti se vsakodnevno srečevati in so lahko pač izmenjevali izkušnje, oblikovali neke poglede in posledično se formirali tudi v neko politično silo, je tukaj veliko težje, ne? Spet, vidika sta dva, en je ta čisto objektivni, da ponavadi prekarni delavec niti ni več delavec, ampak je pravno formalno prisiljen postati samostojni podjetnik, samostojna podjetnica, če tudi sem prepričan, da v veliki večini teh primerov bi bil bolj primeren naziv samostojnega delavca. Zato, ker tukaj v osnovi še vedno gre za prodajanje lastne delovne sile, ne pa za nek poslovni odnos, ampak s tem, ko seveda se ta odnos preoblikuje iz klasičnega mezdnega odnosa v kvazi poslovni odnos, kot vemo, je pač z vidika delodajalca in tukaj čist fusnota, ne, vedno je pač potrebno imeti v mislih tudi čista diskurzivno-simbolni boj. Engels v enem od predgovorov Kapitalu pravilno opozarja, da je bizarno, da se tistim, ki delo jemljejo, reče delodajalci in tistim, ki ga dajejo, delojemalci. Se pravi, tukaj s tem, ko se ta mezdni odnos de facto in de jure preoblikuje, preoblikuje v poslovni odnos, je tukaj finančno, socialno, pravno tveganje in breme prevaljeno na delavca, ne? Samostojnega podjetnika v narekovajih. Se pravi, socialni prispevki, ki so bili prej nekaj, za kar je bil pač delodajalec, no, odgovoren, postanejo pač odgovornost delavca. Če takšen delavec delo izgubi, v resnici ni odpuščen, ampak enostavno izgubi svoj posel. Skratka, tukaj je res veliko teh prefinjenih mehanizmov na različnih ravneh, na socialni, formalni, pravni, skozi katere se mi zdi, da se je delavski razred tukaj, da je praktično šibkejši, kot kdajkoli prej. Potem so pa tukaj pač seveda tudi te subjektivni momenti, kjer tudi določene vrste teorij pač nosijo svoj del krivde, razne postmodernistične identitetne politike, ki hvalijo sodobnega freelancerja, svobodnjaka kot nekakšnega univerzalnega človeka, ki po mili volji izbira, kaj bo delal in česa ne bo delal, koliko bo delal, za kakšen denar, skratka nekakšne marginalne teorije, ki pa pač seveda v največji meri z realnostjo nimajo nikakršne zveze, ne? Ampak vse to pač vpliva na to, da se ta razredna razdrobljenost delovne sile ne samo formalno, ampak tudi čisto subjektivno, tudi v smislu lastne percepcije samega sebe, da se pač tukaj vedno bolj utrjuje to prepričanje, da drug delavec pač ni nek tovariš, tovarišica v boju, ampak predstavlja neko nevarnost, je konkurent, je v bistvu poslovna konkurenca, ne? Kar pa seveda kapitalu in pa njemu služni politiki izredno dobro služi, ne? Skratka, če je bil v zlati dobi kapitalizma delavski razred pacificiran, je tukaj po eni strani ideološko narkotiziran, formalno gledano je pa v bistvu kastriran, no, mislim, je brez neke realne politične moči in to je tudi neka težava, s katero se tudi pri nas sindikati soočajo. Sicer smo v zadnjih 10 letih, se mi zdi, predvsem začenši z pobudami socialnega centra ROK v javnosti
se začeli pogovarjati o prekarno zaposlenih, o tem fenomenu, ampak nekega načina, kako bi v bistvu to prekarno delovno silo združili s klasičnim industrijskim proletariatom, da rečem, nekega res učinkovitega načina, mislim pa, da zaenkrat še nismo našli. Ne? Druge težave, s katerimi se pa sindikati neodvisno od tega srečujejo, konkretno v Sloveniji, so pa seveda te, da po eni strani se čisto demografsko gledano tista delovna sila, ki prihaja na trg delovne sile, mislim, da v veliki večini zaposluje prekarno, se pravi, ni neka sindikalizirana delovna sila, oziroma je v bistveno manjši meri kot prej. Tista delovna sila, ki pa se upokojuje, pa pač številčno posledično slabi, tudi sindikate sej te v največji meri še vedno imajo v svojem članstvu pač klasični industrijski proletariat, da rečem. Po drugi strani pa tudi seveda so zelo močni pač sindikati pri nas javnega sektorja, ki pa se tudi seveda sistematično preko varčevalnih ukrepov in drugih prijemov spodjeda. Skratka, po eni strani število članstvo sindikatov upada, po drugi strani število samih sindikatov narašča, mislim, da jih imamo trenutno v Sloveniji že okrog 2000. Hkrati narašča tudi število reprezentativnih sindikatov, se pravi tistih, ki v določeni panogi zastopajo več kot 10% delovne sile. V določenih primerih, mislim, da je tak primer, so ravnatelji, gre pač za neko svojo panogo, ker pa precej lahko dobiš teh 10%, glede na to, da v agregatu ta številka vse ni toliko visoka. In pač to pomeni, da postane to reprezentativni sindikat, ki ima potem možnost sedeti skupaj za mizo z SVIZ-om, Zvezo svobodnih sindikatov in tako naprej. Skratka, tukaj se v bistvu potem tudi neka še dodatna fragmentacija politične teže sindikatov in moči dogaja. Potem je pa pač seveda tudi dejstvo, da niso vsi sindikati, ko bi rekel, razredno ozaveščeni. Določeni, recimo, tak primer je predvsem, ne vem, zdravniški sindikat Fides, so izrazito stanovsko organizirani in zasledujejo pač predvsem interese svojega ceha, da tako rečem, in nekako neka ta širša delovska borba absolutno ni v interesu, sploh če to pomeni odpoved kakšnim vlastnim privilegijem. Tako da ja, to so pač težave, na katere, to je pač drug sklop problemov, s katerimi se danes pač levica sooča, da enostavno delavska organiziranost, da je vedno in kvantitativno in kvalitativno vedno slabša, vedno manjša, in da posledično pač tudi ni za, mislim, tudi za neko politiko, ki bi recimo prišla na oblast, je težje računati zdaj na neko veliko mobilizacijo delavskega razreda. Zdaj, en od faktorjev je pa potem, o katerem bi tudi govoril, je pa tudi spremembe na področju teoretske produkcije. Kot sem rekel že na začetku, po eni strani je levica tukaj že od samega začetka Sovjetsko zvezo pač kritično reflektirala, tukaj ni bilo nobenih iluzij o tem, da je to že komunizem iz čudbi, pa seveda resnici na ljubo tudi Sovjeti sami tega niso nikoli trdili. Ampak mislim, da tudi znotraj neke te teoretske trajektorije zadnjih 60-70 let se mi zdi, da vidimo nek negativen trend, da se v bistvu teoretska produkcija vedno bolj odvaja od neke politične prakse. Skrajen primer tega se mi zdijo, ne vem, anglosaške, marksistične katedre, oziroma se ne vem, če lahko govorimo o marksističnih katedrah, mogoče marksistu ali marksistki na kakšni katedri,
Kar je seveda ok, da pač vsaj to obstaja, da imamo vsaj kakšnega Davida Harveya in podobne, ampak po drugi strani je pa to, kot rečeno, neka teoretska produkcija, ki je praktično popolnoma odvojena od neke politične prakse, ne gre tukaj za neko dialektiko, ki bi tako eni in drugi omogočila nek napredek, ampak v skrajnih primerih gre, hegelovsko rečeno, za neko slabo neskončnost, kjer se pač poskuša v sferi čiste teorije razreševati neka teoretska protislovja, kjer se zdi, da včasih, da je to predpogoj za, se pravi, neka čista teorija, da je v bistvu predpogoj za sploh kakršnokoli politično prakso, kar je pač seveda iluzorno, a ne. V našem konkretnem primeru v Sloveniji je situacija seveda bistveno boljša. Po eni strani imamo pač tukaj izkušnjo jugoslovanskega samoupravnega socializma, kjer je bila teoretska produkcija močna. Tudi v 90-ih letih, ko je pač marksizem padel v veliko nemilost, so vseeno določeni ljudje, recimo Rastko Močnik, ohranjali plamen pri življenju in pač omogočali tudi vsem nam, da smo potem lažje se priključili tovrstni teoriji. Zdi se mi pa, da sploh v zadnjih 10 letih, sploh od krize naprej, da se pa pač dogaja praktično neka marksistična renesansa, ponovno odkrivanje nekih avtorjev, tekstov in tudi mednarodno gledano se mi zdi, da imamo pri nas, pa tudi na drugih državah nekdanje Jugoslavije, da imamo zelo močno produkcijo, imamo avtorice in avtorje, ki imajo zelo veliko za pokazati. Imamo pač izredno dobre monografije, prevodna dela, predavanja so dostopna iz prvomajskih šol, iz Brsi Film Festivala v Zagrebu in drugih konferenc. Skratka, nekomu, ki danes poskuša pač vstopiti v sodobni marksizem, je položaj bistveno lažji kot pa nekomu, ki je recimo to poskušal pred 10-15 leti. Ampak znov korak, ki bi pa tukaj mogel pač slediti, je pa neka izvorna teoretska produkcija, neka produkcija nekih novih konceptov, ki bi v tradiciji marksizma, ki pač ostaja pertinenten pa ostaja vse dokler pač ne bo praktično uvržen bo pa seveda takrat, ko pač enkrat kapitalizma ne bo več. Do takrat, ko bo pač marksizem ohranja svoje mesto na svetu in tega ne more dejstva spremeniti niti socialistična izkušnja iz 20. stoletja in se pravi, ja, pač to še vedno ostaja aktualna naloga. Je pa tisto, kar se mi zdi pa tukaj velik problem, je pa to, da ne teoretsko, ne politično v nobeni od naštetih sfer, ki sem jih do zdaj omenjal in razglabljal o njih, se mi zdi, da si levica v resnici od padca Sovjetske zveze, od padca vzhodnega bloka na nek način ni upomogla. Skratka, po eni strani je levica, kot rečeno, vedno bila kritična, ni bilo tle nobenih iluzij o realno obstoječem socializmu, ampak svet brez tega realno obstoječega socializma je pa za levico še nek bistveno hujši, težji svet, v katerem se mi zdi do zdaj enostavno se še ni uspela znajti. Znajti bi se bilo pa mogoče na način, da se pač stvari res začnejo spet graditi precej bazično, no? In v smislu, ne vem, gradnje neke družbene hegemonije, se pravi tega, kar recimo pri nas ima stranka SDS, se pravi, da imaš neko razvejano mrežo civilno-družbenih institucij, znanstvenih, kulturnih, športnih, na način, kot je, ne vem, v 19. stoletju imela to nemška socialdemokracija. Skratka, skozi te institucije in njihovo članstvo pač se lahko gradi nek univerzum,
če hočemo v zadnjih konsekvencah tudi država v državi, ki je potem v nekem trenutku sposobna pač prevzeti realno oblast. Problem seveda gradnje te družbene hegemonije, civilno-družbene, je seveda tudi v tem, da se je v zadnjih desetletjih tudi ta civilno-družbeni sektor zelo enjoyiziral, ne? In že samo financiranje nekih nevladnih civilno-družbenih organizacij predpostavlja neko specializacijo, bi rekel, no? Skratka, imamo organizacije, ki se ukvarjajo, ne vem, s človekovimi pravicami, z migranti, z vsem mogočim, ampak težko je v bistvu doseči, da bi neka organizacija se z nečim bolj univerzalnim lahko ukvarjala. Enostavno zato, ker mislim, že sama ta razpisna logika, ki pogojuje financiranje in posledično obstoj in delovanje take organizacije, predpostavlja neko specializiranost, ne. Tako da rešitev tukaj vidim pač v neki široki mreži teh institucij, ki zaobsegajo različne panoge, kot rečeno pač znanstvene, športne, kulturne. In tukaj se mi zdi, da pač tudi v Sloveniji, da smo v zadnjih letih nekaj dosegli, recimo, ne vem, od Iskre, od Združene levice, založbe Sofija, skratka, tukaj se neke zadeve vendarle premikajo, to se mi zdi pozitivno, smo pa pač še daleč od tega, kar bi bilo res potrebno za neko resnično politično silo. Na ravni države, na ravni hegemonije, znotraj same države, so pa stvari seveda še bistveno bolj kompleksne. Tukaj pač, če tudi izdelim glasno izkušnjo, se pravi iniciative za demokratični socializem in pa vstopa v to sfero države, se pravi vstopa skozi vrata parlamenta, se mi zdi za nazaj gledano res naivno prepričanje, ko je večina med nami to videla kot sredstvo za neko dodatno profesionalizacijo, ki bo omogočila še bolj resno delo in v bistvu nas odrešila te tudi finančne in drugačne kontingentnosti, ki si v bistvu pač v razpisni sferi civilne družbe pač podrejen, ne. Zdaj, tisto, na kar pa mislim, da večina od nas ni pomislila, je pač to, da ta profesionalizacija je sama problem, ne. Da v bistvu v nek kolektiv, ki je recimo prej v celoti pač prostovoljno delal neke stvari in se preživljal z nečim drugim, vnese to kvalitativno spremembo, da velika večina tega kolektiva še vedno deluje na ta način, del pa postane pač profesionalnih strankarskih delavcev ali v parlamentu ali na stranki in tukaj se potem v bistvu in zaradi kvantitete dela teh ljudi in kvalitativnih sprememb, ki jih ta kvantiteta vnese, v bistvu zgodi neka izrazita asimetrija v odnosih, a ne? Pa tudi seveda med delom same poslanske skupine in pa stranke kot take. In seveda, ja, pač kdorkoli od nas se seveda podpiše, da stranka mora biti gibanje, da moramo govoriti o stranki gibanju. Ampak stranka gibanje seveda na koncu pomeni, da to dvoje razpade stranka v sfero države, gibanje v sfero civilne družbe in tukaj smo že potem v tistem bazičnem protislovju, ki ga je pač tudi Marx v svoji kritiki Hegla detektiral, se pravi to protislovje države in civilne družbe, ne. Zdaj, levica je uspela dokazati, da na obeh področjih levi lahko spodleti, ne. In v smislu tega, da se preko nevladnega sektorja, da postane nek običajni NGO, ki potem posledično skrbi za svojo kadrovsko in finančno reprodukcijo,
ali pa se potem zadeva utopi v sferi države, kjer navkljub tudi najboljšim željam in najbolj plemenitim vzgibom to institucionalno okolje kot reka pelje v neko smer in zgolj do neke mere se je pač temu možno upirati. Jaz mislim, da sicer subjektivni faktor tudi tukaj je zelo pomemben, ampak mislim, da ni odločilen. Mislim, da vsaj 2/3 tega, na kakšen način se v bistvu neka radikalna politika potem odvije, je v rokah tega institucionalnega okvira, v katerega je v bistvu ta politika prisiljena, da gre. Ne? Skratka, to je nek utečen stroj s svojimi procedurami in naše pobožne želje, da bo parlament zgolj instrument našega boja, so se res izkazale za naivne. No? Ampak to, jaz mislim, da velika napaka bi bila, da se potem tukaj odmaknemo od tega, da bi spet šli zgolj v sfero civilne družbe, kot tudi je seveda nevarnost, da se, če ostanemo tukaj še naprej v sferi države in tukaj napredujemo, da se tukaj v bistvu ta nek kritični naboj popolnoma izgubi. Kar se mi zdi, da je največji izziv za levico in da ga doslej nekako ni uspela razrešiti, je pač to temeljno protislovje samo. Se pravi, kako iti preko protislovja države in civilne družbe. Zato, ker se mi zdi v teh kritičnih debatah, ki jih imamo, pogosto to dvoje, če gremo onkraj teh floskul, da smo vsi za stranko gibanje, ne, in res pogledamo, kako to dvoje pač funkcionira, vidimo, da je ponavadi to kot neka antinomija. Se pravi, dva pola, ki se odbijata. Ne. Zdaj, izziv je